I konačno sad najavljam još jedan autorski tim, čiji će rezultate nama predstaviti koleginica Petra Mišmaš. Ostali koautori su Lanko Marušič i Robo Žavcer. Najprej najlepša hvala za povabilo v imenu vseh treh. Tole bo nekoliko drugačno predavanje, ker bomo pravzaprav zgolj predstavili nastavke za analizo nekega problema, ne bomo pa predstavili same analize problema in sicer pojava. In sicer pojav, ki ga bomo obravnavali, je podaljševanje korenov v slovenščini in sicer z vidika razpršene morfologije, tako da smo malce drugačni tudi stališča teoretičnega pristopa, ki ga privzemamo. Kaj pravzaprav mislim s tem, ko rečem podaljševanje korenov? Torej, govorim o dodajanju elementa, ki se sestavi s korenom in pravzaprav naredi neko kompleksno zgradbo, oziroma gre za dodajanje nujnega elementa v določenih kontekstih, ki pa prvotnemu korenu zgolj omogoči sodelovanje v nadaljnji derivaciji oziroma omogoči pripono novega korena, pri čemer pa potem pomen pripišemo zgolj tej celotni zgradbi kompleksni. Pojem se sicer pojavlja v zgodovinskem jezikoslovju, vendar nas bo danes zanimal, kot sem že rekla, v kontekstu sinhronega formalnega jezikoslovja in sicer v kontekstu razpršene morfologije, pri čemer se s tem pojmom opisani mnogi posamezni pojavi, manjka pa neka celovita obravnava tega pojava, h kateri pravzaprav stremimo. Da pa bi dosegli tako celovito obravnavo, in to je tudi nekako nastavek današnjega predavanja, se moramo pravzaprav vprašati, zakaj so ti vrstni elementi sploh zanimivi za razpršeno morfologijo in za potrebe tega predavanja, kaj razpršena morfologija pravzaprav sploh je. Vprašati se moramo, katere elemente moramo zajeti v obravnavo in pa kako nam pri tem pomaga slovenščina oziroma podatki iz slovenščine. Kaj je torej razpršena morfologija? Gre za pristop k morfologiji, ki privzema generativno skladnjo vse do dna, torej smo globoko v generativi. To sicer za pristopek k zgradbi besed, ki so nastali v obliki, torej ta generativna skladnja besed v sodobnih pristopih k zgradbi besed ni nič nenavadnega. To najdemo konec koncev tudi v nanoskladnji, ki je morda bolj znana na evropskih tleh. In zakaj pravzaprav razpršena morfologija? Zato, ker se funkcija, ki jo je v generativni skladnji v začetku upravljal slovar, razprši na 3 različne nabore. Torej, nimamo več slovarja, ki bi vseboval besede, morfeme, končnice in tako naprej s svojim pomenom in obliko, pač pa imamo 3 različne nabore. V prvem naboru so pravzaprav zgolj elementi, ki vstopajo v skladnjo. V skladnji sestavimo zgradbo določenih zvez in jim nato pripišemo fonološko obliko, pri čemer si pomagamo z drugim naborom, leksikonom. Sam pomen pa jim pripišemo na podlagi tretjega nabora ali enciklopedije. Pa vendar, kaj so naši gradniki? V razpršeni morfologiji najprej imamo tukaj korene, nič nenavadnega, to so tisti elementi, ki nam prinesejo leksikalno jedro, torej določena enota, ki ima svoj pomen in obliko, pri čemer pa je pomembno, da je pomen korena ustaljen šele, ko je koren kategoriziran. Torej, sami koreni se lahko pojavijo v različnih kontekstih, imajo neko skupno srčiko, vendar v končni zgradbi izkazujejo neke pomenske nianse, kar je bilo pokazano na podlagi semitskih prekinjenih morfemov. Zanimivo pa je tudi to, da lahko koren kategorizirajo različna jedra, to lahko recimo opazimo v angleščini, kjer so ta jedra dejansko tudi fonološko neizražena in torej lahko koreni, kakršen je hammer, so lahko kategorizirani bodisi kot samostalniki, torej v pomenu kladivo, ali pa kot glagoli v pomenu zabijati. Poleg korenov imamo seveda tukaj tudi besedotvorne morfeme in v klasični razpršeni morfologiji so ti razumljeni kot kategorizacijska jedra, torej tista jedra, ki določijo kategorijo korenu, s tem je sicer več težav. Sami derivacijski morfemi pa se lahko sestavijo bodisi s koreni ali kategoriziranimi enotami. To je za slovenščino nekako klasično prikazano v doktorski nalogi Tatjane Marvin, ki pokaže dvojnice, v katerih se en sam kategorizacijski morfem, na primer ost,
lahko sestavi bodisi s korenom, bodisi s kategorizirano zgradbo. Kadar se sestavi s kategorizirano zgradbo, kot je to v 3, se ohrani naglas samega pridevnika v tem primeru in pa tudi dobesedni pomen tega pridevnika in dobimo povsem predvidljiv pomen zgradbe, torej visokost kot lastnost, značilnost visokega. Kadar pa se ost sestavi s samim korenom, dobimo nekoliko prenesen pomen celotne zgradbe v pomenu kraljeva velikost, vaša kraljeva velikost. Kljub temu pa je v obeh primerih ost ključno samostalniško jedro. Seveda pa se potem pojavi vprašanje, kaj se zgodi, kadar derivacijski morfem pravzaprav ne določi kategorije. In tukaj imamo v resnici nekaj različnih pojavov, ki jih moramo pojasniti. In sicer obstajajo določeni morfemi, ki lahko nosijo različne kategorije. Tukaj so primeri recimo iz angleščine, obstajajo tudi v drugih jezikih, kjer recimo lahko koren, kakršen je ian, morfem, kakršen je ian, korene, kategorizira bodisi kot pridevnike, bodisi kot samostalnike. Torej, reptilian je pridevnik, librarian je samostalnik. Torej, seveda bi lahko ta ian obravnavali kot dva povsem različna korena, morfema, lahko pa sledimo analizi, kakršno predlaga recimo Lowenstein, ki predlaga, da so tudi derivacijski morfemi, in zato se velikokrat zmotim, ko govorim, koreni, ki se šele na to sestavijo z jedri, ki gostijo oznako o kategoriji in tako pravzaprav ohranimo paralelo z samimi leksikalnimi koreni na eni strani, hkrati pa nam to omogoči enotno obravnavo navidezno različnih morfemov, ki pa imajo enako fonološko podobo. No, ta analiza je bila v preteklosti prevzeta tudi za slovenščino. V 6 pa nam v bistvu zgolj pokažem strukturo samostalnika, kakršen je librarian, torej dva korena, ki sta šele na to kategorizirana. Pa vendar, tudi v teh primerih so pravzaprav morfemi kategorizirani. Nas pa zanimajo morfemi, ki so brez jasnega pomena in brez kategorije. Katere primere imamo v glavi, v mislih? Tukaj imam primere, tukaj mislim na primere, kakršen je av v nogavica. Torej, imamo recimo samostalnik noga s korenom nog, sestavimo lahko nogavico s pomenom tista reč, ki jo damo na nogo, torej sock v angleščini, pri čemer seveda nogavica ne more biti nujno izpeljana iz nogav, saj nogav ne obstaja kot pridevnik z naglasom na nog. Samostalnik nogica pa ima drastično drugačen pomen, torej te pomanjševalnosti. Morda še bolj drastičen primer tega, o čemer govorim, je primer bankovec, ki je najverjetneje povezan s korenom bank, kakršnega imamo v banki, vendar pa ne obstaja niti bankov, ki bi, če bi se obnašal kot običajen verjetno bil pridevnik, niti ne obstaja bankec, obstaja pa ta bankovec v pomenu kosa denarja. Torej, zdi se, da v teh primerih, tudi vidim, da imam zatipk, da pravzaprav zgolj omogoča, da se v strukturo sestavi še samostalniško jedro in da dobimo ta pomen kosa denarja. In vprašanje je, kaj pravzaprav naredimo s takimi primeri, kot je in kot je av. In te primere pravzaprav razumem kot podaljševanje korenov in pravzaprav, da bi razumeli, kako jih moramo analizirati, se moramo najprej vprašati, kaj naj zajema naša analiza. Pri tem pa lahko pogledamo, kateri pojavi so bili v preteklosti pravzaprav analizirani kot podaljšave korenov in sicer v razpršeni morfologiji, ker smo v tem kontekstu. No, v preteklosti so to oznako prejeli recimo glagoli z obvezno prepono, kakršno najdemo v angleščini, in ti so bili pravzaprav opisani s to definicijo, ki jo privzemam danes za podaljšave korena. In sicer je bilo bi rečeno, da so te pripone v teh primerih podaljše korena kot element, ki se sestavi s korenom, kar vodi v kompleksen koren in kategorija je na to pripisana celotnemu kompleksnemu korenu. Zakaj vemo, da sam koren ne more dobiti kategorijo v tem primeru? Ker konec koncev v angleščini ne obstajajo glagoli, kakršen je sieve,
Obstajajo pa glagoli s predponami kot receive, deceive, conceive in perceive in tako dalje. Pri čemer gre zanimivo tipično za angleške glagole, ki so prevzeti iz latinščine, torej nekaj, kar ni nujno več produktivno v angleščini, in tole je zgradba, ki jo Aquaviva predlaga za tovrstne primere. No, podobne primere seveda najdemo tudi v slovenščini, in sicer obstajajo nekateri redki glagoli, ki ne obstajajo v različici brez predpone. To so na primer glagoli z korenom četi oziroma č, torej začeti, početi, načeti, pričeti, medtem ko četi ni izpričan, in pa glagoli, kakršni so zajeti, najeti, objeti, prejeti, pri čemer jeti obstaja po SSKJ zgolj v preteklem deležniku v pomenu začeti, saj sama ga nimam več v svoji govorjeni slovenščini, ali pa položiti, naložiti, preložiti, založiti, pri čemer ložiti sicer obstaja v zahodnih govorih, v centralnih in v standardni slovenščini pa ne več. Zanimivo je, da se tovrstni glagoli v slovenščini po eni strani obnašajo kot običajni predponski glagoli in s tem mislim, da so dovršni, po drugi strani pa imajo nekatere lastnosti preprostih glagolov, torej glagolov brez predpone, s tem mislim, da se lahko sestavijo z drugimi leksikalnimi predponami, torej to je tistimi predponami, ki bodisi prinesejo idiosinkratičen ali prostorski pomen. Vprašanje je seveda, kakšne so lastnosti teh predpon v slovenščini in kakšne so nujne lastnosti glagolov, ki jih zahtevajo. Drugi pojav, ki ga moramo uvrstiti v našo razpravo, so pomenske prazne pripone, te smo nekako že videli, in podobno takšni primeri kot v slovenščini obstajajo tudi v drugih jezikih in so bili identificirani kot podaljševanje korenov. Primer je na primer tule iz grščine, prikazano v Striopolo in drugih. In sicer ponovno imamo v nekaterih tvorjenkah morfem, ki nima jasnega pomenskega doprinosa, omogoča pripono novega morfema, ampak tukaj gre zgolj za primere v določenih kontekstih. Torej, določene pripone sicer imajo v drugih kontekstih jasen pomen in kategorijo. Takšen primer je recimo pripona ul v grščini, ki ima načeloma ekspresiven pomen, pomeni lahko bodisi naklonjenost ali negativen odnos, lahko pa izraža tudi majhnost pri samostalnikih z oznakom minus človek. V nekaterih kontekstih pa se ključno pojavlja brez ekspresivnega pomena in tukaj so ključni ti primeri v 15 do 17, torej v 16 ul zgor omogoči, da se na zgradbo pripne še ak in da dobimo pomen iz tega križa v pomen ogrlico s križem, ne moremo pa s korenom križ sestaviti zgolj pripone ak. Podobno seveda tudi v slovenščini in morda najbolj podoben primer je in, ki lahko prinaša poudarjenost kot v barabin in ljubkovalno manjšalnost kot v fantin v slovenski slovnici, lahko pa ga najdemo tudi v skupnih imenih. Lahko pa najdemo in tudi ob drugih morfemih. Torej, tukaj imam v mislih takšne samostalnike kot novinec in vrtinec, pri čemer se vrtec in novec sicer res pojavljata, vendar s ključno drugačnim pomenom, novin in vrtin pa ne. Torej je ključna za te pomene, ki jih dobijo samostalniki, kombinacija obeh elementov, torej in ec, pri čemer in pravzaprav ne prinese kategorije, saj vrtina in novina ne moremo uporabljati samostojno. Verjetno v ta kontekst spada tudi kopičenje skupnih, torej morfemov za skupna imena, kot v primerih zelinje in travinje, pri čemer je in morfem za skupno ime, pa tudi je. Torej, seveda imamo lahko tudi zgolj travje, medtem ko je saj zelje v SSKJ zgolj v pomenu glave zelja, torej zelenjave. Vprašanje je potem, koliko in ali lahko sploh govorimo o enem samem in katere druge ekspresivne morfeme lahko uvrstimo v to kategorijo. Zadnji tip elementov, ki jih moramo obravnavati v analizi podaljševanja korenov, so elementi, ki so v slovenski slovnici opisani kot tisti, s katerimi podaljšujemo osnovo. To so naši o, t, s, n in morda tudi j. Pri teh je zlasti zanimivo, da so pri samostalnikih načeloma povezani tudi s sklonom, kar pomeni, da so odvisni od skladnje, kar seveda pomeni, da so oblikotvorni morfemi.
Seveda pa vemo, da so besedotvorni morfemi v zgradbi pred oblikotvornimi, kar pomeni, da ne pričakujemo teh morfemov v besedotvornem postopku, pa vendar najdemo takšne pridevnike kot očetovski in ne očovski, pa črevesen, hkrati občreven, in pa vremenar. Torej, najdemo te oblikotvorne elemente tudi v besedotvorju in seveda je vprašanje, kako analizirati te elemente, še posebej, ker se ti elementi ne obnašajo nujno povsem enako. Torej, ov je nekaj, kar najdemo v needninskih oblikah, vendar je odsoten v besedotvorju v relevantnih samostalnikih, medtem ko je T odsoten zgolj v imenovalniku, a prisoten v besedotvorju, medtem ko je N odsoten zgolj v imenovalniku in tožilniku in prisoten v besedotvorju in tako naprej. Torej, vprašanje je, kako to neenotno obnašanje zajeti z eno analizo. In na mesto zaključka načrt dela, ali moramo v obravnavo uvrstiti še kakšen tip podaljševanja, tu bom zelo vesela za namige. Naslednji korak je seveda, da moramo oblikovati nek nabor primerov po posameznem tipu in slovenščina se tu zdi odličen vir podatkov. Še nadaljnja obravnava teh zbranih podatkov pa bo pokazala, ali je enotna analiza vseh tipov podaljševanja pravzaprav sploh mogoča. Hvala. Hvala koleginici Mišmaš. I sad, da ne bismo ovim našim kašnjenjem doveli i onu drugu sekciju u nezgodnu situaciju, predlažem da bude samo 10 minuta posvećeno, najduže 10 minuta, eventualnim pitanjima. Dakle, otvaram diskusiju. Izvolite. Možno. Možno. Děkuji. Já mám dotaz pro Cvetanku Avramovou na abstraktní substantiva, nebo spíš takový krátký komentář. Je pochopitelné, tím zdrojem byl slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Možná by bylo zajímavé podívat se do nově vznikajícího akademického slovníku současné češtiny, který sice má asi jenom 1/3 hesel zatím hotové, ale jsou tam i slovotvorná hnízda a třeba by se tam objevilo něco nového. A potom konfrontace se slovníkem afixů v češtině, ale předpokládám, že to asi měla v ruce. Tak to je jenom na doplnění a neologismy by bylo úplně něco jiného. Já jenom, protože zase se zítra k tomu dostanu a tady se střetáváme, vybrala jsem si konatelská jména, podobně jako ty, a tam dochází z hlediska slovotvorné paradigmatiky, je to poměrně pravidelné a musíme asi přistoupit na tu dvojí motivaci slovotvornou substantivem a adjektivem. Kominík, kominictví, anebo kominický, kominictví. Spíš u toho kominictví někdy se mně ukazuje, že dochází k semantickým změnám. Čili tady formálně to je kominictví, primárně tak, jak ten slovník vykládá, že to je profese kominíka. Ale sekundárně kominictví může být, já můžu říct, kominictví má pod kůží. Jako to, že on je kominík. Tak tady záleží potom na polysémii, podle mého názoru, primárně kominík je název profese. Takže to abstraktum bude označovat ten obor. Ale může sekundárně to znamenat, a třeba i příznakově, opravdu vlastnost. Tak tady zase, myslím, je to krásný příklad toho vztahu slovotvorného systému a lexikálního systému a sémantiky. Tak jak i Martin, profesor Ološťák, která tam mluvil o té sémantické motivaci, tak tam bude záležet na tom nultém nebo prvním členu v té řadě, co primárně pojmenovává. A tak jako děkuji moc krát za tohle, ale opravdu asi ta paralelní motivace jak adjektivem, tak substantivem z hlediska systému je nutná, nevyhneme se jí. Ale různě se naplňuje. Takže děkuji. Pak ještě jsou varianty, že jo? Potom mám taky kominičina třeba. No, nebo tak, ale to už. Děkuji. Karpilovská koleginica. Ne, ovo zahtevalo, izvinite, ja sam mislio da je samo bila opaska neka, nisam moja greška, ja sam mislio da ne zahteva odgovor. Treba odgovor, pa ćemo onda žurim, pa zbog toga. Evo. Cvětanka, Děkuji, Ivano. Takže to je ta otázka, to je velmi krásný příklad. Takže já nevím, zatím ty si řekl, že jako druhotně to komunictví může
může označovat ten stav. Ale to je taky, není to jako nebo prvotní. No, tak a to je otázka. A to je otázka, já tím bych nesouhlasila, no ale to je otázka. No, nemáme čas na diskusi a je zajímavé, jak se to vykládá jenom diachronicky v bulharštině a v češtině. To je taky zajímavá otázka. Jsou různé přístupy na tom. Ano, jo, děkuju. У мене питання до колективної доповіді колег Гордани Страшніц, Гордани Штирби і професора Мілана Айджановича. Питання до визначення ономатопеї. Що ви залучаєте до ономатопеї? Да. Чи це тільки звуконаслідування і те, що походить від передавання звуків? Чи це назви звуків? Приклад, українське «тьохкати» – звук, який видає соловей, і «шуміти» – видавати шум. Що у вас війшло до ономатопеї? Тому що я здивувалася, коли побачила приклад і трес, і лупити. Мені здається, що це назви звуків, а не ономатопея. Може, я щось не так зрозуміла. Kod nas postoji podjela među uzvicima na nekoliko vrsta, od kojih je jedna i ti takozvani onomatopejski uzvici. Tako da ono što leksikalizujemo, što postoji kao onomatopejski uzvik, što je potvrđeno u rečniku, dakle što ima leksikografsku potvrdu, to je nama onomatopeja. I što naspram sebe obično ima glagol. Nekad se može postaviti pitanje, do duše, da li je glagol možda ipak prethodio uzviku, ali uzeli smo da je uzvik taj koji je centra gnezda, pa onda je glagol taj prvostepeni derivat i onda ovo što je Gordana rekla. Tako da su to onomatopeje, dakle ono što je imitacija zvuka nekog iz prirode i što je leksikalizovano, što ima potvrdu svoju. Ne mora biti samo imitacija zvuka iz prirode, nego zvuka dobro, to mislim, nego iz okruženja. Znači, može biti... Da. Різне словотворення, я тому і питаю. Так. Угу. Дякую. Da li imamo još pitanja? Evo imamo kolega Luštjak. Mám otázku pre Cvetanku Avramovú. Taká metodologická otázka, ktorá sa týka vzťahu výkladu významu perifrázy vo výkladovom slovníku a slovotvornej motivácie. Si tam uvádzala príklady na zastúpenie desubstantív, deverbatív a deadjektív. V slovotvornom slovníku bulharčiny tam je to zrejmé, lebo tam sú naznačené aj slovotvorné vzťahy samozrejme. Ale vo výkladovom slovníku češtiny tam zrejme si vychádzala, keď desubstantívum, tak tam bolo, že kominictví, zamestnanie komínika, alebo neviem, ako to tam bolo. Čiže zrejme pri určovaní motivácie desubstantívum, deadjektívum si vychádzala z interpretácie z toho slovníka, alebo podľa čoho si určovala to zastúpenie jednotlivých motivácií. Čiže podľa čoho si to určovala. A druhá vec, do akej miery je vo výkladovom parafráza alebo perifráza, výklad významu vo výkladovom slovníku relevantný pre slovotvornú analýzu. I dakle, posle odgovora na dva pitanja, zatvaram diskusiju. Děkuji, Martine, to je základní otázka, to druhé. Tak já jsem vycházela z těch slovotvorných definic, ukázala jsem, tam jsou uvedeny na konci slovníku principy strukturování těch hesel. A tam je uvedeno, co a jak. Takže podle těch pravidel jsem to tak napsala. A tak ta druhá otázka, připomeň mi, co si, ta druhá otázka tvoje. Ano.
Ano, ten vztah. No to je otázka, to si tak kladu já, jako to, že není vždy, neodpovídá vždy tomu této realitě. Takže ti samotní autoři naznačují, že dejme tomu abstraktní substantivum je odvozeno od adjektiva, ale vysvětlují význam pomocí substantiva, takže to je podle mě to nelze, to by nemělo být v ideálním případě. No tak děkuju. Dakle, zahvaljujem se svima na učešću u ovoj sekciji i sad imamo osveženje od 20 minuta i pauzu.